Prijazen pozdrav, spoštovane in spoštovani tukaj na mestnem trgu v Slovenskih Konjicah na Zero Waste dogodku, ki ga je za vas pripravilo javno komunalno podjetje Slovenske Konjice v sodelovanju z občino Slovenske Konjice. Naj povem že na začetku, da javno komunalno podjetje Slovenske Konjice v letošnjem letu praznuje svoj 40. rojstni dan in današnje druženje je le eno v sklopu številnih tematskih dogodkov, ki jih pripravljajo v počastitev tega jubileja. Pa mi dovolite, da na tem mestu najprej v naši sredini toplo pozdravim gospoda župana, gospoda Mirana Gorinčka, poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, gospoda Bojana Podkrajška, direktorja javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice, magistra Franka Doverja, vse zaposlene na javnem komunalnem podjetju, tudi njihov podmladek, ki danes tukaj, ter seveda vse vas, spoštovane in spoštovani, ki ste se nam danes pridružili na tem luštnem dogodku. Občina Slovenske Konjice je namreč bila 8. slovenska občina za povrstjo in prva v severovzhodni Sloveniji, ki se je že 22. marca 2016. leta pridružila mreži skupnosti na poti do družbe brez odpadkov. Na poti do družbe brez odpadkov lahko s čisto majhnimi vsakodnevnimi koraki vplivamo na posledice naših dejanj in vsakodnevne odločitve. Vsak od nas lahko prispeva tisti svoj košček v mozaik tega, da bo naše okolje ostalo čisto in nas še dolgo navduševalo po vsej svoji lepoti. Danes vas tako vabimo k ogledu novega smetarskega vozila, ki ga bomo tekom tega uradnega dela tudi predali v uporabo in ga seveda prižgali za lavkani motor, da vidimo, če to vse skupaj deluje, preizkusili lučke in seveda simbolno prerezali trak. Potem vas bomo povabili e-transformerju, tamle na moji levi, torej vaši desni strani. Gre za e-transformer podjetja Zeus, ki se spremeni v takšno potujočo učilnico o pravilnem ravnanju s starimi aparati. Tam se recimo naučite tudi proizvajati električno energijo, tako da polite pedala na kolesu, pa lučke se prižigajo, skratka zelo zanimiva stvar, vas vabimo, da to danes preizkusite. Prav tako vas vabimo seveda na stojnice javnega komunalnega podjetja, kjer si lahko danes izmenjate igrače, popijete kozarček vode iz pipe ali pojeste jabolko za zdravje, skratka danes se tukaj dogaja marsikaj. Ukolikor tudi še vedno na dom prejemate račun, papirnati račun javnega komunalnega podjetja, lahko danes izpolnite obrazec za prejem e-računa in v zahvalo za takšno modro odločitev boste danes prejeli vrč za vodo iz pipe. Ogledate si lahko tudi tukaj zbiralnico za odpadno jedilno olje, kamor boste lahko po novem zlivali odpadno jedilno olje, ki seveda, kot vemo, ne sodi v kanalizacijo. Tako, da bomo pa tako mehko začeli, danes z nami praznujejo tudi otroci iz osnovne šole pod Goro in bomo kar njim za začetek predali besedo. Med vas bodo namreč prinesli košček ekopoezije in sedaj bom predala besedo glavni in odgovorni govornici z njihove strani Zoji. Vsi vemo, kako zelo pomembno je, da skrbimo za čisto okolje. Kako postati pravi ekofrajer, nam bo sedaj povedal Leon, ki bo recitiral pesem Luke Podnika. Moja pesem je namenjena vsem živalim in ljudem. Vsi ločujemo odpadke. Če kdo tega pravilno ne naredi, naj takoj ekokadar dobi. Tudi jaz ekofrajer bom postal, tudi druge bom izobraževal, saj želim v zdravi naravi živeti in se na ljubi zemljici lepo imeti. Če ne upoštevamo nasvetov ekofrajerjev, lahko narava občuti posledice človeške neumnosti. Luka nam bo s pesmijo Tomaža Marčiča z naslovom Onesnažena narava predstavil, kam vodi naše nepremišljeno početje.
smo na naravo že skoraj pozabili, saj smo preveč smeti vanjo naselili. Odpadke moramo ločiti, ne pa jih gozdovih naseliti. Tudi zrak smo zastrupili, vodo pa v umazanijo spremenili. Zato ljudje, združimo se vsi, da zemljo pred katastrofo rešili bi mi. Onesnaževanje ne prizadene le ljudi, ampak tudi živali. V umazani vodi se številne ribe počutijo obupane. Prisluhnimo Nasti, Evi in Diani, ki nam bodo s pesmijo Ane Pivec opisale počutje teh ubogih živalic. Riba iz vode pokuka na plan, pogleda, ves svet je zasvinjan. Nafta in olje povsod se vrtita in vse živali okoli sebe morita. Avti drvijo, povsod se podijo, malo dima izpustijo in veliko škode naredijo. Na vsakem koraku zasliši se hrup, riba pomisli, joj, kakšen obup. Vsa žalostna v mestu strmi, v obupu pomisli, kaj bo s temi ljudmi. Ob vsej grozoti se raje v vodo potopi, saj zemlja umira pred njenimi očmi. Ja, tako, to je bil takšen poetični uvod v današnje druženje. Sedaj pa je seveda čas, da besedo predamo direktorju javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice, magistru Francu Doverju. Spoštovani, vsi skupaj zbrani, tile otroci so mi veliko dela mojega govora že povedali, zato bom poskušal biti zelo kratek. V času hitrih sprememb in različnih dogodkov se moramo zelo vsako leto pripravljati. In veliko veselje in zadovoljstvo mi je, da imam čudovito ekipo v podjetju moje zaposlene, javno komunalno podjetje, katerega vodim že 6. leto in okolje, ki nam zaupa. Seveda hvala županu, hvala njegovi ekipi, ki tukaj brez tega sodelovanja ne gre. Zelo smo ponosni na to, da lahko danes spustimo v promet eno izmed najbolj sodobnih vozil. To ni kar tako se pripeljalo po cesti. Veliko truda in znanja je v tem, da lahko ponudimo Konjičanom, vsem občanom sodobno vozilo, sodobno orodje, s katerim bomo okoljsko čim manj vplivali na okolje. Zelo sem vesel, da imamo takšno okolje tudi iz šol, iz vrtcev, ki nas podpirajo, ki nas bodrijo in to nam da upanje in, bi rekel, motivacijo še za boljše delo. Verjamem, da bomo na poti naslednjih 5-10 letih veliko mogli sodelovati, se povezovati in tudi skupaj delati. Brez tega ne gre. Naše podjetje, ki je letos praznovalo 40 let v takšni obliki, je zelo ponosno in moram reči, da se zahvaljujem vsem našim občanom, ki sledijo temu, kar pač počnemo mi z izobraževanjem, osveščanjem, obveščanjem. Zdaj bi pa malo otroke izval. Kaj naredite, če ne veste, kam kakšen odpadek ločiti? Glede, mi imamo rešitev. Je že kdo gledal našo risanko na Facebook profilu? Kako se glasi geslo? Tilen ve in Rebeka svetuje. In ko ne veste, mi imamo v podjetju zaposleno teto Rebeko. Imamo kakšno vprašanje za teto Rebeko? Kam damo palčke za čiščenje ušes? Veste to? Teta Rebeka pridi nam pomagati. Dajmo malo spodbude. Med ostale odpadke. Kam pa damo žvečilni gumi? Med ostale odpadke. Hvala lepa. Poglejte, mi imamo rešitve. Če kaj ne veste, nas vprašajte. Če kaj mi ne vemo, bomo staknili glave skupaj in poiskali skupno rešitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot smo uvodoma slišali, je bila naša občina ena prvih slovenskih občin, ki se je priključila projektu Zero Waste.
Zato sedaj vabim k besedi še župana naše občine, napotnik Nič odpadkov, gospoda Mirana Gorinška. Spoštovane in spoštovani, vesel sem in ponosen, da lahko v okviru praznovanja občinskega praznika vas nagovorim tudi na tem dogodku, ki je v prvi vrsti namenjen osveščanju tistih najmlajših o našem ravnanju, o našem odgovornem ravnanju do naravnega okolja, da ga ohranimo čim bolj čistega. In izjemno sem vesel, da je v teh dobrih 10 letih opazen in tudi merljiv bistven napredek. Če se samo spomnimo, da je pred 10-12 leti bilo še odloženih preko 9000 ton mešanih odpadkov na deponiji na Prežigalu, da je ta številka danes bistveno nižja in govorimo o dobrih 1000 tonah. Ko bi primerjali podatke, koliko je ločeno zbranega odpadnega olja in se ob tem podatku zamislili, kako smo s kakšnimi količinami v tej Dravinjski dolini obremenjevali okolje, bi se tudi vprašali, ali smo pri zdravi pameti ravnali v preteklosti. Danes je ta napredek bistven. In pri tem v sklopu praznovanja 40-letnice javnega komunalnega podjetja se moram zahvaliti tako vodstvu kot vsem zaposlenim, ki nas opominjate vse skupaj, predvsem pa tiste najmlajše, da bomo tudi v bodoče čedalje bolj odgovorno ravnali in se čim krajšem času približali tistemu cilju, da pridemo do družbe brez odpadkov. Jaz sem prepričan, da bodo ti koraki čedalje hitrejši in da bomo še mi dočakali tisti čas, ko bomo rekli, praktično ni odpadkov. Vse se da ponovno uporabiti, predvsem pa, da bomo že na samem hodu začeli razmišljati, koliko embalaže, koliko olja potrebujemo, kam ga bomo dali, kako ravnati z biološkimi odpadki, tako da ta cilj ni tako daleč, kot se na prvi pogled zdi. Javnemu komunalnemu podjetju pa iskrene čestitke ob tej novi pridobitvi, ki vsekakor pomeni za vse nas, da bodo ti odpadki, kar še jih imamo, prepeljani na pravo mesto, predvsem pa, da bodo zaposleni delali v pogojih, ki si jih zaslužijo v današnjem času. Uspešno delo in upam, brez vseh nesreč v naše skupno zadovoljstvo. Hvala lepa za te besede. No, preden pa se pripravimo na tisto akcijo današnjega dne, ko bomo v uporabo predali to lepo vozilo, pa se bomo ponovno malo predali poeziji naših otrok iz osnovne šole pod Goro, zato na tem mestu ponovno predajam besedo Zoji. Odlaganje odpadkov, izpušni plini in onesnažena podtalnica vplivajo na življenje rastlin. Kaj si o tonah odpadkov, odloženih ob njenem rastišču, misli nedolžna Sivka, nam bo z avtorsko pesmijo povedala Julija. Sivka. Za stari kartezijani so vedeli, da sivka zelo lepo diši in ko dozori, lepo violično barvo dobi. Skuhati so znali sivkin čaj, ga na stresen dan popili in drugim na svete delili. V malih vejice sivke so držali, saj morja so z njimi odgnali in si skromna oblačila odžarovali. Sivko so v šope povezali, jo na zraku posušili, jo na stene obesili in se komarjev in muh otresili. Razmišljanje Katarine Višnar o naravi bo sedaj zazvenelo iz njenih ust. Narava je lepa, kot roža, ki cveti, prinaša nam pomladne, poletne, jesenske in zimske dni. Po zimi se smučamo, pomladi radi tečemo, poleti se kopamo, jeseni pa pridelke pobiramo.
Ko sem v naravi in ptice pojejo, me rože, potoki, drevesa vabijo, takrat se zavijem, da to je tisti raj, ki nam ga je opisal pisatelj v pravljici. Da pa si res utrdimo zavedanje o naravi, prisluhnimo še eni pesmi z naslovom Narava, avtorice Evite Volšak, tokrat v izvedbi Ilene in Maše. Narava bila bi res lepa, če ne bi bila tako onesnažena. Po ulicah se tudi taki sprehajajo, ki raje odpadke na tla oddajajo. Ptice jezne so, ker v takšni naravi bivajo. Nočejo nam več peti, niti žvrgoleti. Dreveso se lušči skorja, čebele nimajo več energijskega obzorja. Tudi veter se jezi in po naši pokrajini zelo besni. Nam škodo veliko dela in nam želi sporočiti, da morali bomo nekaj narediti. Kam se zatečemo, ko je naš svet prepoln hrupa, hitenja in brezbrižnih ljudi? Kdo je tista tiha, a zvesta spremljevalka, ki nemo čaka, da se vrnemo v njen objem? Narava. Pa prisluhnimo pesmi Mance Ravnak z naslovom Tišina, ki nam jo bo recitirala Ira. Ljudje, opazujte, kako narava, drevesa, cvetje trava, raste v tišini. Kako gosta megla se dviga v daljini. Kako sonce brez zvoka vzide. Kako se cvet odpre in se sosednjim snide. Opazujte, kako se zvezde premikajo v tišini, čeprav so v nam nepredstavljivi množini. Ste kdaj pomislili, čemu potrebujemo tišino? Da najdemo notranjo milino, da bi se morda duše dotaknili, da bi se brez skrbi prebudili. Ali sploh vemo, kako narava trpi, ko je naš vsakdan zmeraj prehiti? Da sonce pravzaprav vsako noč umre, le zato, da luna dihati lahko začne. Zato človek, ne bo poglej, zapoj, veseli se in smej. Saj sonce tudi zate sveti na tvoja veličina, če tudi je že odkar živi, zavito v tišino. Lepo je slišati te naše mlade ekofrajerje, saj to obeta zelo dobro prihodnost za našo naravo. Sedaj pa vas, spoštovane in spoštovani, vabim k ogledu zanimivega dogodka. Torej, v predajo bomo sedaj, v uporabo bomo predali tole lepo vozilo. Naj vam povem, da gre za Mercedes z nadgradnjo Mut Rotopress, ki je najsodobnejše smetarsko vozilo, v celoti avtomatizirano in tako so na javnem komunalnem podjetju povedali, da bodo z njim ekipe na terenu varno in hitro odvažale odpadke v naslednjih letih. Tako sedaj vabim magistra Franca Doverja, torej direktorja javnega komunalnega podjetja, da preda simbolno ključe vozniku Marjanu Fijavžu. Prerezu traku smo povabili župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška in gospoda Franca Doverja. Zraven seveda že čaka gospod Marjan Fijavž, dolgoletni zaposleni javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice, ki bo lahko tudi ponosno uporabljal to vozilo. Takole sedaj še trak za magistra Franca Doverja. Vsak seveda bo spravil svoj košček za spomin. Dajmo malo spodbude, en velik aplavz, takole poteka prerez. Zdaj pa vsi se bolj skup stopte, pa malo se pogledajte sem. In ker mi seveda ne verjamemo, da to vozilo dejansko deluje, bomo počakali na to, da ključi so bili ravno kar predani za tiste, ki ne vidite, torej pofotografirali bomo vse skupaj, tako smo to zapisali v zgodovino javnega komunalnega podjetja. In sedaj gospod Marjan Fijavž se vzpenjal od tega Mercedesa, lepotca belega, in sedaj da slišimo, kako bo zapredla tale mašinca.
Dajmo še en aplavz. Aha, lučke tudi delujejo. Kaj pa kupa? Je takaj glasu, tudi kupa deluje. Kaj pa tamle na zadnjem delu? Na zadnjem delu se bo dalo pobirati smeti ali bodo stanovalci sami nosili kante na tegale Mercedesa, da vidimo, če zadeva deluje, kako to funkcionira. Če bomo ljubili naravo, jo skrbno čuvali ter vsakim dejanjem kazali, da se zavedamo, da je ona naš dom, izvor in zatočišče, bomo lahko zaživeli v pravem sožitju z njo. Nekatere izmed najbolj hvaležnih bodo zagotovo čebelice, ki bodo sedaj v prijetnih tonih vzletele tudi iz boščanovega meha. Ja, tudi čebelice so zelo pomembne za našo naravo. Kot vemo, smo letos 20. maja praznovali prvi svetovni dan čebel, kar je bilo v svetovno zgodovino pravzaprav zapisano ravno na pobudo nas majhnih Slovencov, torej tako velikih. No, sedaj pa bomo izpostavili še nekaj tistih velikih občanov naše občine, ki so pridni kot čebelice pri ločevanju odpadkov. Namreč podelili bomo tudi 3 nagrade najboljšim pri ločevanju v individualnih in večstanovanjskih objektih v občini. Pri individualnih objektih na javnem komunalnem podjetju Slovenske Konjice izvajajo redni mesečni svetovalni nadzor na terenu, kjer preverjajo ustreznost ločevanja. No, v obdobju januar-marec je bila naključno izbrana ulica, tokrat je bila to Vinogradna ulica v Slovenskih Konjicah, kjer so v obdobju 3 mesecev, kot rečeno, izvajali ponavljajoče se oglede in izbrali objekt oziroma 3 objekte, katerih ločevanje je bilo torej najustreznejše, ker ljudje ločujejo kot čebelice. No, če so danes slučajno tukaj, jih seveda vabim na prizorišče, da bodo nagrado prevzeli direktno iz rok direktorja javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice. Sicer pa, če vas pa ni tukaj, pa bomo vsekakor poskrbeli, da bodo nagrade prišle v prave roke. No, in zmagovalci so Vinogradna ulica 27, Vinogradna ulica 23 in Vinogradna ulica 24. Dajmo en velik aplavz in če ste predstavniki tukaj, vas vabimo na prizorišče. Mislim, da doma pridno ločujejo odpadke in niso imeli časa priti danes sem na mestni trg. Skratka, poskrbeli bomo za to, da bodo dobili nagrade in sicer bodo dobili tole vrečka iz jute, ki jo vidite tukaj, v njej pa se skriva
kantica za olje in pa vrč za vodo. No, potem pa so še tukaj stanovalci več stanovanjskih objektov, torej javno-komunalno podjetje tudi tam izvajajo sortirne analize zabojnikov za mešane komunalne odpadke, kjer ob prisotnosti uporabnikov ugotavljajo tisti delež nepravilno odloženih odpadkov. No, in s ponosom povem, da so se med najboljše uvrstili več stanovanjski objekti Kajuhova ulica 1, Kajuhova ulica 4, Škavska cesta 13 in Škavska cesta 14. Dajmo en velik aplavz za nas. Če so pa seveda predstavniki objektov ali pa posamezni uporabniki prisotni, pa vas vabimo, da na stojnici javnega komunalnega podjetja prevzamete svojo nagrado. Tako, danes vas seveda vabimo, da še vse do 13. ure se družite z nami tukaj na Mestnem trgu. Danes smo tukaj na ogled postavili tudi tole zbiralnico za odpadno jedilno olje. Gre za zbiralnice, ki so namenjene vsem občanom občine Slovenske Konjice. V njih se torej lahko izlije odpadno jedilno olje, prepovedano pa je vanj seveda izlivati kakršnekoli druge tekočine ali pa motorno olje, masti, tudi ocvirki, ne pa še tu notri, skratka, torej odpadno jedilno olje. In tale zbiralnica je že v zbirnem centru na Prežigalu postavljena, kjer se lahko v obisku jedilno olje pač tam izlijete sami. No, v zadnjem tednu junija pa jih bo javno komunalno podjetje postavilo še na 4 lokacije po Slovenskih Konjicah. Škavska cesta, tam pri Kotlovnici, pa ulica Toneta Melive, pri odjemnem mestu za odpadke na sredini več stanovanjskih objektov, pa na Kajuhovi ulici, prav tako na sredini več stanovanjskih objektov in pa na spodnjih prelogah pri več stanovanjskih objektih, ki jih boste našli. Tako, spoštovani in spoštovani, jaz vas vabim danes, kot rečeno, ostanete še z nami, vse tja do 13. ure. Na stojnicah javnega komunalnega podjetja se dogaja marsikaj, tam lahko izmenjate igrače, prinesete staro in odnesete novo. Prikolesarite si lahko elektriko, torej poženete sobno kolo in prižgete si alkohol ter radio. Smo že slišali, da smo imeli malo glasbenega uvoda, tam ko so fantje in dekleta pridno gonili tistole kolo. Potem je tam fotorobotek, ko se lahko fotografirate z maskoto, ECI-jem in pošljete fotografije na svoj elektronski naslov, pa zabojniki za ločevanje z obveščevalno tablo, kaj sodi v kateri zabojnik, stojnica s promocijskim materialom, skratka tole vozilo, danes je tukaj res lušno. Obenem pa vas naj povabimo še na dogodek 23. junija, ko bomo na terenu zbirali stare aparate, sijalke, baterije, skratka, štedilnike, pralne stroje, zamrzovalnike, skratka, vse to bo potekalo na terenu, točno po kakšnem urniku si lahko pogledate na spletni strani javnega komunalnega podjetja in seveda vas redno o tem obveščajo tudi po lokalnih medijih. Hvala lepa, spoštovani in spoštovani, da ste prišli. Jaz vam želim prijetno druženje danes in seveda družbo s čim manj odpadki. Hvala.